Spoštovani gospod predsednik, letos smo se že kar nekajkrat srečali, kar pomeni, da res skušamo narediti nekaj dobrega za ljudi, tudi po svetu, ki trpijo. In eno od teh priložnosti tudi srečanje s koledniki. Nažalost, zaradi bolezni, karkoli nismo mogli se srečati prav na tisti dan, ko smo bili že dogovorjeni, smo tako bolj veseli, da ste kljub temu našli nek čas, da nas spremete. Najprej vas res pozdravim prisrčnem imenu Misijonskega središča Slovenije, ki je glavni organizator Tri kraljevske akcije od 26. decembra, to je Svetega Štefana, pa do 6. januarja, praznika Treh kraljev, potekal približno 250 slovenskih župnija, Tri kraljevska oziroma poletniška akcija. Star običaj kraljevanja je bil zelo razširjen. Pred vojno, po drugi svetovni vojni pa so se stvari počasi nekako izginjale. V organizaciji Misijonskega središča pa ta običaj ponovno obujemo že 17. leto zapored. Najpomembnejša naloga koletnikov je, da oznanje veselo novico o Jezusovem rojstvu in v imenu župnijo domove prinašajo luč miru in veselja ter dobro voljo in blagoslov za naslednje leto. Namen oznanjevanja pa je dodan tudi namen solidarnosti, ki ga ne smemo nikoli pozabiti. Vemo, da so dobrine po svetu nepravično porazdeljene in koledniki vsako leto na to opozarjajo. Zbrane darove tako namenijo slovenski misionarji in podprejo njihove projekte. V lanskem letu so koledniki tako zbrali 297.500 evrov in s temi darovi podprli kar nekaj razvojnih projektov slovenskih misionark in misionarjev za otroke v Zambiji, Ukrajini, Kongu, Beninu, Slovakoščini, Bali, francoskih Gvajani, Kambodži, Senegalu, Malaviju, na Salomonovih otokih in na Madagaskarju. Geslo letošnje Tri kraljevske akcije je mladim po svetu, kdo se godi, zdravi in mladi, pomagajmo vsi. S to akcijo bomo tako zbirali denar za gradnjo zavetišč za otroke, večnamenske hiše, vrtce, šole in vzgojno-izobraževalne centre spet na Madagaskarju, Ukrajina, Angola, Malavi ter za pomoč otrokom, družinom in bolnikom v Braziliji in Ruandi. Odprimo torej svoje srca za tega drugih, kajte prav se naš dar zdi majhen, lahko nekomu reši življenje. Če vemo, da s 50 centi, ne evri, kot se rekel, pa 50 centi, kupimo lahko kilogram riža in s tem nahranimo 5-člansko družino. Potem vemo, da je res vsak dan izredno pomemben, čeprav se nam zdi majhen za nas, za nekje druge pa zelo velik. Velja še vedno tisti pregovor, zrno do zrno pogača, kamen do kamna palača. Zato smo iskreno hvaležni za vsak dar, ki bi skupaj z drugimi darovi prinesel lepši jutri drugim otrokom na tretjem svetu. V imenu Misijonskega središča in vseh naših misionarjev vam želimo mirno, uspešno, blagoslovo polno novo leto, ki je še skoraj celo pred nami. Da se spominjate naše srečanje, ko vam tudi dajemo eno skulpturca, ki prihaja iz Afrike, pa morda ravno ta povezanost treh ljudi, ki so tukaj gor, ampak lahko razumemo tudi širšo in skupaj lahko ogromno dobro naredimo.
Zdaj pa prisluhnemo še našim kolednikom, ki so tokrat prišli iz župnije Cerklje na Gorenjskem. Mi smo prišli kralji trije, kralji trije, kralji trije. Gašper, Miha, Boltežar, Gašper, Miha, Boltežar. Mi nosimo en oferlip, en oferlip, en oferlip. Miro kadilo čisto zlato, miro kadilo čisto zlato. Mi Jezusa ofrujemo, ofrujemo, ofrujemo. Nizko se mu priklanjamo, nizko se mu priklanjamo. En oferlip tudi vam damo, tudi vam damo, tudi vam damo. Tega krala nebeškega, tega krala nebeškega. Vesda sem sredi vaših noči, svetlobo prinašam v temne vam dni. Novica vesela je to od Boga, da je Jezus rešitelj vsega sveta. Mi pa prinašamo vam blagoslov, naj sreča napolni rodni vaš krov, zdravje, pogum naj vas se drži, to vam novem letu želimo prav vsi. Seveda pa tudi dvigamo glas, ker za mnoge po svetu teman je ta čas. Bolezen in lakota mnoge težijo, miru in pravice pa vsi si želijo. Poglejte veselo preko ograj, radi pomagajte revnim sedaj. Lučko rešitve jim z darom prižgite, v njihova srca pogum jim vrnite. Naj sreča in mir vas vseh se drži, naj zdravje, veselje Bog vam deli. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste prišli in hvala lepa za ta lep običaj, ki ga vzdržujete, ki ga razvijate in za to slovensko kulturo, ki se na ta način krepi in povezuje s plemenitimi dobrodernimi cilji. Rad bi povedal nekaj besed, če mi dovolite, bi o tej priliki najprej začel z opravičilo. Jaz se opravičujem zato, da vas nisem mogel sprejeti na Svete tri kralje, na pravi dan, 6. januarja, zato, ker sem takrat resnično imel zdravstvene težave, zaradi katerih sem moral povedati čisto vse stvari tistega dneva. Razumeli pa boste, da tega nisem storil z lahkim srcem, ker sem v letošnjem zemljolanskem letu veliko govoril o Svetih treh kraljih. Da sem si želel, da bi na Svete tri kralje mi dobili neko vlado, da bi vse naredili nek tak korak v smeri tega, da bi imeli vlado. In iz tega je šlo kar nekaj razprave, ki ste jo verjetno tudi opazili. No, v tej razpravi je bilo tudi kakšna hudomušna pripomba, ker ni običajno, da bi politiki pri nas govorili o Svetih treh kraljih ali drugih praznikih. Verjamem pa, da je bilo tako samo zato, ker se v tistem času ponovadi nič posebnega ne dogaja, so praznični časi. In seveda, tradicija v Evropi in na Slovenskem je vselej bila, da je obdobje od Božiča do Svetih treh kraljev zaključeno praznično obdobje. To obdobje, ki simbolizira mir, družinskost, plemenite namene, darove, zlasti za otroke in tako naprej. Skratka, ima neko čisto posebno pomembnost, globoko tradicionalno ukoreninjenost in v tistem času ni prav veliko politike, ni prav veliko drugih dejavnosti. No, letos je pri nas nekoliko drugače in zdelo se mi je, da bi bilo dobro, če se bi ta praznični duh prenesel tudi na politični teren, pa da bi bolj hitro naredili kakšen dogovor. Zdaj, seveda, pri teh hudomušnih pripombah sem se spomnil na eno stvar iz knjig, ki sem jih bral. Vi verjetno vsi poznate roman Janeza Jalna Mozarji. Zdaj, kar vas je malo starejših, malo manj mladih.
To je eden tistih romanov, ki sem ga v mladih letih zelo rad bral in iz tistega romana se veliko izve o običajih, o načinu življenja, o recimo pomenu, če vzajemo, Vezijanske Marije za Gorenjsko in pa seveda vseh mogoče drugih običajih, ki so pri nas že dolga leta, stoletja. No in eno od njih je, ena od teh stvari, ki sem si dobro zapomnil, ta, na katero so hoteli povedati, da neka stvar ne traja dolgo, ne, so rekli, da ne traja od Vodiča do Svetih treh kraljev. Torej, praznični čas je tudi kratek čas, ne treba zato posebej ceni. No in seveda, ta praznični čas je tudi čas, v katerem se naredi kaj premenitega za svoj ljudi. Meni je veliko veselje, da sodelujete v vseh teh aktivnosti, da lahko vsak tudi nekaj prispeva. Jaz sam sem veliko krat nastopil v Opeko na Madagaskarju in bi rad posebej pohvalil to akcijo Riš za riš. Pri nas ljudje ne razumejo, kako veliko se da pomagati z majhnim prispevkom in kako pomembno je pomoč pri hrani. Mislim, da otroke so važne igrače, za otroke je pomembna hrana. Seveda tu, če da pomalo razvijamo, to razumevanje bo dobro. In seveda še na koncu veliko tole prihajate iz Cerkelj na Gorenskem, in ta kraj seveda blizu, ne samo geografsko. Jaz sem tam tudi bil večkrat kot zasebnik, bil sem tudi, predtem sem bil izvoljen in bil sem takoj naneslo o otvoritvi in posvetitvi kulturnega doma v Cerkelj. No in jaz vem, seveda, Cerkelj imajo kraj Ignacija Boštnika, goji se tradicija igralstva, kulture nasploh in rad bi vam se zahvalil za to, da te tradicije gojite in zaželel veliko uspeha pri nadaljnjem razvoju kulturnih tradicij in vseh drugih starih običajev in novih oblik plemenitosti. Hvala lepa.